Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v Facebook pogovoru. Danes gostimo zanimivega teniškega trenerja, nekoga, ki je v tenisu že 30 let in ki ga večina pozna po vzdevku Fonzi. Fonzi Hribar, lep pozdrav. Pozdravljeni. Mogoče čisto za začetek Fonzi. Zakaj Fonzi, jaz tega ne vem. Zaradi tega, ker v prvem razredu osnovne šole sošolci ni mogel reči Reja in me je poimenoval po svojemu dedku. To se mi zdrži, na koncu me še mama klicala kot Fonzi. Vsi otroci, ki jih treniraš, pa te kličejo Fonzi, ne? Ja. Večina niti ne ve, ne pozna mojega pravega imena. Nam ga zaupaš? Franc. Torej, Franc Hribar, imenovan Fonzi, 30 let torej že v teniškem svetu. Se spomniš tistih začetkov, kako si sploh prišel v teniški svet? V bistvu sem se odločil, da bom delal voditeljski tečaj, ker nisem imel denarja, sem rabil podporo Zavoda za zaposlovanje. Takrat mi je recimo Iztok Bombač obljubil službo, teoretično. Če naredim ta voditeljski tečaj, Zavod za zaposlovanje mi je to plačal in Iztok Bombač mi je vzel v šolo, oziroma v službo. Tam sem delal potem kar 16 let, kar je kar lepa doba. Zakaj si rad teniški trener, predvsem mladim igralcem in igralkam, tistim, ki šele začenjajo? Pa to se dostikrat vprašam, pa v bistvu niti ne iščem odgovorov. Tako čutim, v bistvu ne hodim v službo, sem poklican za to, opravljam svoj poklic. Meni je krasno. Dejstvo je, da sem dovolj otročji, da se razumem z majhnimi otroki, tudi z malo večjimi, in to je to. Enostavno uživam. Tenis je tvoj način življenja, bi torej lahko rekli, in glede na to, da živiš tenis, ni niti čudno, da je tvoj klub, ki je star šele 5 let, na letošnji lestvici na visokem 3. mestu. Kako si razlagaš to? Ja, dejstvo je, da klub je star res 5 let, v vseh teh letih mislim, da nismo bili nikoli slabši kot 4. Ne vem, če ne zaradi mene, bolj zaradi otrok. Dejstvo je, da klub, Center Court je malo drugačen klub, bolj poseben klub. Tukaj nismo trenerji na prvem mestu, ampak otroci, so za nas zelo pomembni. Podpiramo jih, porivamo jih naprej in to je tisto, kar prinaša potem tudi klubu neko tako uvrstitev na taki lestvici, ki je res lepa. Lahko malce razložiš to tvojo filozofijo, otroci na prvem mestu? Kakšen je ta prvi stik, ko pridejo otroci in starši v tvoj klub in kako potem nadaljujete? No, dejstvo je, če se vrnem nazaj, jaz sem dovolj otročji, da znam otroke navdušiti. To pa je tisto, kar je bistvo za naš klub. Se pravi, v našem klubu ni otrok, ki si ne bi želeli vsak dan trenirati. Se pravi, tisti, ki pri nas začenjajo, jih navdušujemo. Prvo jih res navdušimo, da res želijo hoditi. Tisti, ki pridejo drugje, si pa trenutno lahko privoščimo, da vzamemo samo tiste, ki si res želijo sami trenirati, ne zaradi staršev ali zaradi česa drugega. To je tisti edini pogoj, ki ga mi imamo, da nekoga pač vzamemo trenutno v klub. Kakšen pa je ta tvoj stik s starši? Koliko jih pusti zraven? Kako je s tem zaupanjem medsebojnim? Dejstvo je, da starši včasih rečem, da so pač nujno zlo, ampak čeprav jaz za starši sem bistveno slabši kot pa za otroci. Z otroci nimam nobenih problemov. Starši sem zelo direkten, iskren, zato se me mogoče celo malo izogibajo. Nimamo trenutno nobenih problemov, marsikdo mogoče ni zadovoljen, se pomenimo, pogovorimo, če kdo hoče oditi iz kluba, odide. Kako mi funkcioniramo v klubu, to pa je kar druga zgodba. Vem, da si skromen, da nočeš nekako sebe dajati naprej, pa vseeno. Prej sem dejal, 3. klub v Sloveniji. Pred tvojim klubom sta samo velikana iz Maribora, torej ŽTK in pa Triglav. Vemo, kakšne razmere za delo so tam, ti pa si letos šele prvič dobil svoj balon, če lahko malce poveš o tem. No, zadeva je taka, da to niso moji rezultati, to so rezultati otroka. Tudi pri nas vztrajamo na tem, da nas ne zanima, s kakšnim avtom se otrok pripelje v klub, kakšno hišo imajo doma, kakšen imajo bazen in tako naprej. Tukaj smo vsi enaki. Pri nas se otroci lahko hvalijo samo z svojimi rezultati, ki so jih sami dosegli, lahko se hvalijo z svojimi ocenami v šoli, recimo. Jaz kot trener,
ki sem mogoče res dosegel velike rezultate doma in v tujini zadnje čase, mislim, da se nimam skoraj nobene pravice hvaliti s tem, ne. In se slikati ob njih in tako naprej, ne. To so njihovi rezultati, ne. Sam Center Court v bistvu je čudna zgodba, no. V 5 letih smo naredili marsikaj, šele lansko leto oziroma predlani smo dobili svoje igrišče oziroma pač v najem. Letos smo postavili balon, se pravi, infrastruktura je nekako postavljena, ni pa nikakor taka, kot jo imajo, ne vem, konkurenti, ne. Ampak delamo na temu, je pa to v Ljubljani zelo težko. Zelo težko. Sam razvoj Center Courta, vprašanje, kam bo šel, kako bo šel, je pa bistvo naše filozofije, ne, je to, da nismo, bom rekel, javni državni klub ali pa mestni, a ne, tudi nismo privatni klub, se pravi, jaz kot ustanovitelj si ne lastim vseh pravic, si ne lastim dobička, če bi bil. Pri nas imamo v statutu zapisano, da vsi trenerji, ki pridejo v klub, lahko postanejo enakovredni deležniki. Se pravi, oni ne delajo za 60 minut na uro, ampak delajo celostno, skrbijo za igralce, skrbijo za klub in tako naprej. In iz tega razloga smo šli tudi v to, da smo trenerji skupaj investirali v balon, kar pomeni, da so vezani na klub, so vezani na otroke in imajo povsem drugačen pogled na vse skupaj, kot pa, če so plačani 60 minut na uro. Koliko vas je sploh trenerjev trenutno in koliko je sploh teh otrok, ki trenirajo pri vas? Trenerjev, otrok je, mislim, da nekaj čez 50, od tega jih 40 trenira vsak dan, poleti, jasno, če se da 2-krat na dan. Stalnih trenerjev je 5 plus 2 pomagata, ker imamo neko vizijo, kako bi se v naslednjih 2 letih radi razvijali naprej, iščemo še 2 trenerja, trenutno se pogovarjamo, tako da upamo, da nas bo dovolj in da bomo poskrbeli maksimalno za vse otroke, tako kot je treba. Omenili so nekateri poleti trenirajo tudi 2-krat. Kako gre ta filozofija pri tebi treninga? Najprej 8 do 11, pa 12, 14, kolikokrat na teden morajo trenirati. Kako ti gledaš na vse večje količine treninga, ki so potrebne, da nekdo potem uspe tudi na mednarodnem nivoju? Kako ti gledaš na to? No, dejstvo je, da količina je vedno premajhna, ne. Zdaj, koga doziramo za treningi, je odvisno od vsakega posameznika. Nekdo je že pri 5-6 letih lahko fokusiran, lahko gleda teniško žogo 5-6 ur na dan, če malo pretiravam. Nekateri pri 14 letih niso sposobni trenirati uro pa pol koncentrirano. Se pravi, to je res odvisno od posameznika. Napram tujini pa mi treniramo v bistvu bistveno premalo. Bistveno premalo. Upam, da treniramo pa vse glede na rezultate pa dovolj kvalitetno. Zdaj, ne bom rekel 8 do 11 pa 12, 14, meni se zdi pomembno, da do 12. leta, da se otrok nauči vse, da se vse nauči tehnično in taktično ali pa vse veliko. Do 14. leta, da to utrjuje, pri 15 se pa odloči, ali bo res treniral in takrat pospeši, pa recimo, da trenira do 20. leta in se poda na ATP, VTA in tako naprej. Prej si dejala, da ti živiš ta tenis in da je tudi tvoja družina povsem teniško obarvana. Tu mislim predvsem na to, da to, kar si zdaj govoril, vse velja tudi v tvoji družini, glede na to, da tvoj sin trenira in da je eden izmed najboljših v svoji starostni kategoriji. No, dejstvo je, da imam, hvala Bogu, ženo, ki ima res rada ta šport in potrpi vse tudi, ko nas ni, ko me ni, ko sina ni, ko denarja ni in tako naprej, vse razume in dejansko je zaljubljena v to, drži zadaj še pa še. Kar se tiče mojega otroka, ne, moj otrok ravno tako živi s tem. Po eni strani je Kovačeva kobila, a ne, po drugi strani pa je uspešen, mogoče ravno zaradi tega, a ne, ampak to način, kako jaz delam z njim, ne, kakšne treninge je on do sedaj imel, nikomur tega ne bi prodal, nihče tega ne bi kupil, ne, ker on je šel do tega znanja, ki ga ima, do rezultatov zelo spontano in brez kakršnih pretiravanj, brez siljenja in tako naprej. Zdaj, a ne, počasi pri 14, pri 15 letih se bo pa moral odločiti, a ne, ali bo treniral še malo bolj zares in tako naprej.
ampak do sedaj se je več ali manj zabaval, užival, trenira veliko za slabšim od sebe, kjer lahko razvija svojo igro in tako naprej. Ampak trenutno se ima lepo, luštno in kup prijateljev in tako naprej. Rezultati so, kar je čisto v redu. Sam pri njemu konkretno, pa sem opazil, da že pri njegovih 11 letih so odločitve njegove na igrišču, ko igra tekmo, mogoče celo veliko boljše od mojih nasvetov. Tako da sem se v bistvu odmaknil, on se odloča sam, kako, kdaj, kaj bo odigral, in to se mi zdi, da večina staršev ne bi zmogla. Ravno to, ta nasvet za starše, nekateri so res preveč vpeti in kar živijo to življenje, vendar pa primeri kažejo tisti, ki se morda tudi najbolj odmaknejo, so morda na koncu tudi najbolj uspešni, tu mislim na otroke. Kako gledaš? Vedno pravim, da ta tenis mora biti otrokova zgodba. Ko se oplete starš, počasi to zvodeni, to postane starševa zgodba, otrok, ki ne sme sam sprejemati odločitev na igrišču, medtem ko jih mora sprejeti preko 300 v eni tekmi, vsak udarec je odločitev. In ima podpore starša zadaj, da bo otrok med udarcem razmišljal, kaj bo rekel starš, če ne bo žoge zadev, tukaj je zgodba ponavadi že kar končana, večina se tega ne zaveda. Morda ti nisi samo teniški trener, ampak imaš tudi trgovino strunca.com, če se ne motim, v ozadju vidim neke starejše loparje. Torej, kaj pa je na tem? Pred dobrimi 15 leti sem ugotovil, da v bistvu ne bi bil rad odvisen od denarja staršev, ki plačujejo za trening. Pravi, bolje, da svoj denar, da sem ga zaslužil drugje ali pa da ga zaslužim drugje, in da sem do staršev zaradi tega iskren, da nimajo oni občutka, da lahko mene kupijo in tako naprej, in potem, da jaz pač moram biti podrejen v nekem stanju, in to je tisto, česar sem se hotel izogniti, zato sem vzporedno še pač ustanovil Strunca, to je mala spletna prodaja, je pa res, da v boljših časih, da sem napel ob vseh treningih in tako naprej še 20 do 30 parov na dan, zdaj tega sicer malo manj, ampak vseeno je to tisto, kar zaradi česar lahko staršem rečem, ne morete mi kupiti, povedal vam bom, kako je dejansko stanje in tako naprej, in se mi zdi to kar v redu. Otroke tudi kaj učiš, kako se napenja lopar oziroma vse te skrivnosti, da bodo vedeli, da bodo malce bolj razgledani glede tega? No, včasih sem imel na neki drugi lokaciji mašino v klubu, pa smo se tam malo zabavali glede tega, marsikdo je marsikaj odnesel tega. Sporedno s prodajo pa z napenjanjem sem v zadnjih, 15 letih naučil napenjati, kvalitetno napenjati loparje, 150 ljudi, tako da mislim, da je to kar dobra stvar za marsikoga. V svoji dolgi karieri si treniral številne mlade teniške igralce, ki so kasneje uspeli tudi v članskem tenisu. Vem, da nočeš rangirati, pa vseeno bi koga izpostavil oziroma misliš, da bo nekomu še uspelo, pa so začeli pri tebi koga? Tega je kar veliko, moje misli segajo že v leto 93, kjer sem pomagal, za Petro Rampre, ki je bila po eni strani izjemna, Kračman, Jurman, Jovanović. Trenutno bom tako povedal, razlika med tistimi igralci pred 30 leti pa temi zdaj, se mi zdi dosti pomembno, oni takrat niso verjeli, da lahko pridejo med 100 na svetu. Niso verjeli. Zdaj dejansko vsakdo, ki zadane kakšno paralelo ali pa diagonalo več, že verjame, da je lahko med 100 na svetu, in to je ta bistvena razlika. Se pravi, sedanja generacija, ki jo je jasno potegnila prejšnja generacija dobrih igralk in igralcev, močno verjame, da so lahko uspešni, in zaradi tega je ta bazen se kar razširil, mogoče so pa druge stvari, ki pa malce zavirajo. Je med njimi tudi Jelena Milić, ki je začela pri tebi in je letos nastopila tudi na VTA turnirju. Kako gledaš na njeno pot? No, Jelena Milić, ona je posebna punca, bom rekel, šele potem, jasno, zelo posebna igralka, totalna profesionalka, moja leta z njo so bila fenomenalno, in ravno to, kar sem jo naučil, se mi zdi, sem se jaz od nje naučil.
Cela familija Milič je tako, kot je treba, dajejo vse za to. Močno si želim, da bi kdaj zmagala Grand Slam, pa da bi lahko rekel, pa še kakšen video posnetek pokazal iz njenih mladih let, da sem tudi jaz nekaj malega prispeval k temu. Komaj čakam, da uspem. Pa še kdo drug. Ja. Ja, ko sem omenil Elanala Milić, sem videl v tvojih očeh kar sijaj, naj ta sijaj ostane še naslednjih 30 let. Hvala, da si vzel čas in dobro delo še naprej. No, tega sijaja moram reči, da mene te male domače živali, kot jim pravim, zelo navdušujejo, tako da z vsakim videom, ki si želi neko perspektivo, tako da se veselim še naslednjih svojih let dela z njimi, vam vsem pa želim srečno, zdravo, predvsem pa dober šport.